Soočenje si gledal včeraj. Sem. In? A si ga ti gledal? Ne. Zakaj ne? Jaz sem prepisoval soočenje, ki smo ga imeli na delu, ko smo se s Tanjo Starič pogovarjali s kandidatoma. Sem moral to prepisati, medtem ko sem prepisoval, če nisem imel časa gledati še onga. Kako si pa videl to pa zanimivo primerjati nekaj, kar nisi gledal? Ne, ti boš govoril o tvojem, ti boš govoril o tistem, kar si ti videl, jaz bom govoril o tem, kar sem jaz slišal. In skupaj bova... Jaz sem videl to, kar cela Slovenija videla, razen tebe. Cela Slovenija je to gledala, razen tebe. Jaz sem samo povedal, kaj bo, kaj smo spraševali. Moj vtis je bil tako, kot da je bil Danilo Türk bolj suveren kot v prvem krogu in da je bil... Dober pri diagnozah? Se ni bilo diagnoz. V glavnem sta se poskušala držati svojega, pokazati na razlike eden do drugega. Razlike so bile predvsem v tem, da je recimo Borut Pahor zagovarjal tezo, da je treba, ne glede na to, kako dobra ali slaba je vlada, treba z njo sodelovati zaradi krize. Danilo Türk je pa poskušal ustrajati na tistih tezah, ki jih je sicer slišati v demonstracijah, poenostavljeno povedano, in da je mogoče šparati tudi na drugačen način, da je mogoče skratka, stvar je bila nekako zelo predvidljiva, na nek način se je diferencirala, zapletla se je pa potem bolj kot ne na teh stricih iz ozadja. Meni se zdi dobro to, veš, da je do te diference prišlo, ker se mi zdi tako, da če je bil prvi del kampanje, bom pa malce šel inovacije, veš, ko imaš entertainment pa infotainment, to je prvi del kampanje bil pa politainment, se pravi neko politično zabavnjaštvo. Ta del se mi zdi, da je, če sodim po tem, kar sem jaz lahko slišal od obeh sogovornikov včeraj, se mi zdi bistveno bolj vsebinski, pa da je dober, bo imelo občinstvo priliko razumeti razliko in imelo bo priliko vedeti, kaj kupi, ko da glas. Ja, zdaj veš, temeljno vprašanje je, a bodo želeli razumeti razliko, ali bodo želeli samo videti razliko. Ker se mi zdi, da se vse skupaj dogaja bolj na tej narcisistični ravni, bolj na hollywoodski ravni in da saj tak grob vtis je, ali bo vsebina sporočanja prevlada, ali bodo bolj ti vtisi. Mislim, zdaj tako. Vizualni vtisi govorim, Zdaj tako je, da tisti, ki bodo hoteli razumeti, to bodo razumeli. Kolikšen delež občinstva bo pa hotel razumeti, se pa strinjam s tabo, da je pri volilnem odločanju v veliki meri to splet nekih odločitev, zaznav, vtisov, ki so tako onkraj racionalnega. Se razlika je bila pravzaprav že v prvem krogu dost vidna oziroma jasna. Zdaj se vprašanje, ali eden ali drug kandidat prepriča s to razliko. Ker ti imaš recimo nedvoumno primerjavo o tem, da je Danilo Türk pred leta 2007 zmagal zelo prepričljivo in do vseh teh volivcev zdaj na nek način ni sposoben pripeljati nazaj na ulice, saj do zdaj ni bil. Kaj mora storiti za to, da jih bo zdaj pripeljal in da mu bodo verjeli tako, kot so mu takrat verjeli, ali pa da bodo v bistvu želeli demonstrirati razliko med njim in pa med predsednikom vlade. Zato je takrat šlo, zato je šlo tudi v prvem krogu na nek način, ampak ta disperzija se je pa zgodila med dvema kandidatoma tako imenovane levice, pravzaprav jaz nisem prepričan, da gre za spopad na levici, sploh ne. A ti misliš, da je to spopad na levici? Veš kako, tako, če bi šel z mikroskopom iskati levičarska načela pri enem in drugem, verjamem, da bi nekaj levičarskih načel najdel, spet pa ne prav zelo velik. Hkrati pa tako, da je predsednik SD je govoril o stari pa novi levici, pa je s to metaforo hotel postaviti neko diferenco med oba kandidata. Je tako,
moram reči, da imam z razumevanjem tega, kaj ne bi bila stara levica, pa kaj ne bi bila nova levica, imam jaz hude probleme, da bi videl te razlike zelo drge. To stvar poskušam pisati, če mi boš objavil v sobotni prilogi. A ne ti? Poskus. Bodi junak. Miš, da si upam. Si upaš. Lej, o tem bova še govorila. Ljudje bodo pa videli, da bo objavljeno. Ampak dobro. Zdaj siljuješ. Šalo na stran. Tako, zdi se mi, da bo o tem treba pač še tudi post festum nekatere stvari povedati. In tisto, kar je, se pravi, jaz ne verjamem, da gre za spopad na levici, gre za neko definicijo. Ampak na nek način se tudi v drugi krog podaljšuje ena dilema iz ozadja. Namreč to, da Borut Pahor jadra na propagandi desnice, Danilo Türk se mora pa pred njo braniti v soočenju z Pahorjem. To je interesantno. Ja. Gre za neke ampak zdaj, in to niso konceptualne stvari, ampak mislim, da so zdaj bolj strategije volilnih štabov, kot kaj drugega. To pa bi se jaz strinjal, ampak zdaj, ne glede na to, imamo tlele politično odločitev, pa kup nepolitičnih ali pa celo antipolitičnih elementov, ki vplivajo na to, kako se bodo ljudje odločili. To, kar mene bega, pospravlja v slabo voljo, je neka teza, teorija, hipoteza, prepričanje, da bi zadoščal, če se v Sloveniji poveča pripravljenost za sodelovanje. Predpostavka tega je pa ta, da zaradi tega, ker so ljudje malce petavi, nočejo sodelovati. Ni res, da imamo v Sloveniji problem s cepetavčki, ampak imamo opravka z interesi. In je tako, da identifikacija interesov v slovenski politiki, to nam gre pa zelo slabo od rok. Smo vedno na neki predpolitični ravni, ki predpostavlja, da če bo dovolj razuma, potem pa bomo lahko, in ker včasih ni dovolj razuma, zaradi tega ne zmoremo. Nekaj sem opazil včeraj tudi, da je Danilo Türk je stavil na ustavnost države in na pač digniteto države, in verjetno bo v prihodnjih soočenjih tudi Borut Pahor moral staviti na tega konja oziroma se približati tej neki absolutni postavki, ki predsednik države vendarle mora predstavljati ustavo in državo kot tako, ne pa staviti na dialog s tistim, ki bi rad nekaj v državi dosegel. Dialog seveda je pozitivna vrlina, ampak včasih spominja na tisto staro Zverovo tezo iz časa, ko je bil še šolski minister, uravnoteženosti, če se spomniš, pa uravnoteženost v medijih, pa uravnoteženost v šolskih programih, pa uravnoteženost. Uravnoteženost je pa približno tako, da vzameš malo levega in malo desnega, srednja mera je pa prava mera. Vzameš levo laž, pa desno laž, pa dobiš resnico. Ali pa vzameš eno kilo, oprosti izrazov, dreka, pa en liter parfuma, srednja mera je pa prava dišava, ne gre skupaj. Skratka, predsednik države je tisti, ki mora zelo jasno detektirati, na kateri točki, recimo, človekove pravice, socialna država in tako naprej. Ni dialoga, preprosto mora zastopati vrednote, in se ne pogajati. Na kateri točki se je treba... Ni pogajanja. Na kateri točki se je pa treba in odvreči pač osebne zamere in razne drugačna prepričanja. To je neka modrost, ki jo bosta mislim, jaz bom to opazil, recimo. To naslednjo sredo bo to tudi še? Ne vem, verjetno, ampak moram pa že vnaprej povedati, da tisto, kar bom jaz opazoval, verjetno ne bo večinski vzorec slovenskega volilca. Gledali ste, pa ne opazili. Dobro, naslednjo sredo, če ne bo drugega... Čakaj, volitve so čez koliko časa? To so zadnjega... 2. decembra so. 2. decembra? Ja. Ok. Ja. V redu. Dobro je. Hvala lepa.